Pozdravljeni, dobrodošli v drugem delu Nauk o glasbi, teorija 2, nadaljujemo z ritmom in sicer z notnimi vrednostmi. Zadnjič smo obravnavali, že na hitro, celinko, ki je cela. Potem jo razrežemo na pol, smo dobili dve polovinki, torej ima ta vrat. Po vsako polovinko razrežemo, dobimo dve četrtinki v vsaki polovinki, kar pomeni 4 četrtinke v eni celi celinki. In potem smo še razrezali četrtinke, smo dobili osminke, zdaj jih bom povezala, lahko jih naredim seveda tudi posebej. Osminke imajo takšne manjše zastavice, se pravi, čujem, ker tako grdo napišem. Nimam glih ravno najlepše pisave, kar se tega tiče. Važno je pa znanje, pa razumevanje. In potem bi lahko še to še enkrat razdrobili. Vsako posebej razdrobimo in dobimo 4 šestnajstinke. Lahko bi pa tudi vsako šestnajstinko posebej z dvema zastavcama naredila, ne? Ali pa takole celo dve lahko povežem. Ali pa vse 4. 1, 2, 3, 4. Tako. V glavnem, notne vrednosti. Tukaj imamo zdaj note. Zdaj zaenkrat bomo sem do šestnajstinke. Seveda gre tudi naprej do 32-tinke, 64-tinke in tako naprej. Ampak, če niste neki res ujbar bobnari, glasbeniki, ki rabite res ful hitro igrati, vam tudi ni toliko potrebno znati. Oziroma, Dober je vse vedeti, ampak sem tako. Za neko osnovo je to čist komplet dobro. Ali pa bom rekla, to, kar se v današnji radijski muziki vrti, ne bom niti rekla več popularni glasbi, ampak radijski muziki je to zadost. In seveda, torej imamo notne vrednosti, vsaka nota ima tudi svojo pavzo. Kaj pa je to pavza? Pavza pomeni, da se lahko ustavimo, ampak ali se v glasbi zares kadarkoli ustavimo, razen ko je konec skladbe. Če razmišljamo malo drugače, glasba se zares nikoli ne ustavi. Glasba je vse okoli nas v obliki zvokov, šumov in konec koncev pavza je nek premor, lahko bi ga jemali tudi, ko vdihnemo. In preden izdihnemo, se tam nekaj zgodi. To je v bistvu nek premor, neka pavza. In izdihnemo. In zopet, preden se dih urodi, je zopet nek premor, neka pavza. Ampak, če pa gledamo cel proces dihanja, je pa vse povezan. To je vse en cikel. Torej, jaz nekako gledam na to v tem smislu, na takšen način, kot dih je v glasbi vse lepo povezano, tako da vsaka nota ima tudi svojo pavzo. Zdaj pa kako to izgleda? Ker je celinka cela, zelo takšna, ne bom rekla, da je debela, ampak je težka, močna. Ona ima pomožno črto in ker je ona že toliko težka, že pada navzdol. Ona je že toliko težka, najtežje ona pada navzdol. Zakaj tako res poudarjam to prispodobo, da je težka? Ker opazila sem v letih, kar sem učila, ali pa tudi v bistvu sem učila in popravljala učence iz glasbenih šol, ki so imeli nauk o glasbi, pa so rabili potem določene inštrukcije in sem videla, da enostavno mešajo te pavze, ne, kdaj je gor, kdaj je navzdol, še posebej s polovinsko, ker ta je zdaj celinska. Polovinska je pa takole, ne. In najbolj si je enostavno zapomniti, da celinska je težka, ona pada dol, ona se že toliko je težka, da se že prevrača. Potem ko polovinska je pa glih lepo gor, bi si želela, da bi lahko bila zadost, ampak v glavnem polovinska se glih lepo drži. Važno je za celinsko, da si zapomnite, celinska je navzdol, polovinska je navzgor. Potem pa imamo četrtinsko pavzo. Zdaj, ne se bat, če jaz naredim takole, ne. Oziroma, sem napačen smer.
kot en narobe obrnjen z. Boste videli v različnih nekih fontih, bo to tako izgledalo fontih, v različnih oblikah zapisa, ampak gre se skratka, da je takole, da izgleda kot nek čuden z, ali pa neka taka čudna pismenka, bi lahko že malo na japonščino povlekla. Medtem ko osminska pavza je pa kot neke vrste sedmica. Lahko bi jo takole označila. Tako. Šestnajstinska pavza, poglejte, dve zastavici. In tako naprej. In tako naprej. V glavnem takole. Tukaj je ena zastavica, je ena. Tukaj sta dve zastavici, ima dve. In tako naprej. Tukaj so torej pavze. Tukaj so pa note, ne? Note in pavze. Zakaj je to pomembno? Zakaj je potrebno pavze vedeti? Ker zdaj se bomo pa dobesedno ukvarjali, tako kot pri moji japonščini, če ste nekateri pogledali videe, se ukvarjamo z Lego kockami. Sestavljamo. Če se spomnite iz prejšnjega tedna, smo govorili o taktovskem načinu. Kaj je najprej takt? Takt je od tukaj, do kjer jaz določim. Recimo, en takt je prostor med dvema taktnicama. To je ena taktnica, to je druga taktnica, tukaj je tretja taktnica. Ta zadnja, ki je pa odebeljena, je pa končaj. To smo pa že imeli zadnjič, da tega ne bom pisala. Če si niste pogledali, si pogledajte video še enkrat tukaj zgoraj. V redu. In zdaj imamo tukaj, koliko smo dala zadnjič srček, koliko je česa. Zdaj pa spodaj sem dala kvadratek, zdaj bom pa v bistvu dala, koliko je katere notne vrednosti. Katere note. Koliko je katerih not. Zdaj, recimo, da bom jaz zdaj dala tukaj za začetek četrtinko. Četrtinko lahko napišem tudi za številko 4. Ne? Zdaj to en primer dajem. Štiri četrtine. Ok? Kar pomeni, da moram jaz v svojem enem taktu, v temu enem prostorčku, moram imeti vrednost 4 četrtink. Kar pomeni, lahko imam dve polovinki, lahko imam eno celinko, ali imam lahko celinsko pavzo. Seveda, ker, zdaj bom pa sem tukaj dala, 4 pa tukaj ponovim, četrtinke, ker je celinska pavza ravno toliko, kolikor so 4 četrtinke ali 4 četrtinske pavze. Torej imam 4 četrtinke, 4 četrtinke. Kaj je pomembno v mojem taktu? V enem taktu moram vedno imeti toliko tega. Toliko tega. Zdaj bom pa jaz spodaj tule naredila malo drugače. Zdaj bom pa jaz tule rekla, da želim, da je en takt, jaz se tu odločim. Jaz sem recimo skladatelj in jaz se odločim, skladateljice se odločim, želim, da imam zdaj tukaj 3 osminke v enem taktu, tukaj naprej želim imeti pa 2 četrtinki. Jaz se lahko to odločim, ker glasba je svobodna odločitev, tako da bi pisali neki seji domišljijski, moramo se sicer nekih pravil držati, ne, ampak ostalo pa, ne, recimo moramo uporabljati pri domišljijskem eseju, če ne drugega, isto abecedo, da lahko to ljudje preberejo, ne. Tako da,
Tukaj imam zdaj štiri četrtinke, kar pomeni eno celinsko pavzo sem dala, ali recimo bom zdaj dala tukaj 2 osminki, kar je enako kot 1/4, torej 1/4 že imam. Eno že imam. Zdaj rabim drugo, bom dala še eno osminko, pa zraven še eno osminsko pavzo, torej osminska pavza plus osminka sta skupaj druga četrtinka. Sta, ne? To plus to je 1/4, to plus to je druga četrtinka. Sta, ne? Isto sta. In zdaj tretja, bom dala četrtinko, zdaj imam že tretjo četrtinko, rabim 4 imeti in na koncu se recimo jaz odločim, bi imela pa četrtinsko pavzo. Tako, recimo. In to je zdaj moj takt. Moj takt ima vse, kar rabi. In to je pravilno. Zdaj pa gre na 3 osminke. 3 osminski taktovski način. V ritmu delimo na ternarni in binarni taktovski način. Binarni so recimo dvočetrtinski, 4/4, vse, kar je nekako, kako bi rekla, kar lahko šteješ na 2, tako bi jaz po domače rekla, no, ampak zdaj me bo ziher kdo poslušal, pa bo rekel, kaj ta kvasa. Jaz na tak način to predavam. Glavno, binarni so tele, ki se jih da recimo odštevati na 2, na 4, lahko bi imeli tudi neke osminske, recimo, kaj jaz vem, 5 osminski bi tudi bil že, čeprav je kombiniran. No, v glavno, te, ki se jih da na 2 šteti, medtem ko imamo pa ternarni, ter pomeni 3, ne, na 3, ternarni ritem. To so recimo zdaj že, 3 osminski, lahko bi dala 3/4 ali 6 osminski in tako naprej, kar se šteje nekako na 3. Recimo valček je tukaj dober primer, bom primer valček, kjer se šteje 1, 2, 3, 2, 3, ali pa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drugače je kot 1, 2, 3, 4, ne? Začutimo to. Ljudje imamo toliko posluha, ne? Posluh, definicija posluha je, ne, tisti, ki pač ima sluh, ki sliši. Človek brez posluha je tisti, ki ima okvarjen sluh, popolnoma, tako da ta človek je načeloma brez posluha. Okej, zdaj pa 3 osminski taktovski način. V tem taktu moram imeti vrednost 3 osmink. Kaj bomo naredili? 3 osminke rabim. Lahko da enostavno napišem 3 osminke. Lahko pa naredim 1/4, ki je v bistvu enako, 1/4 je enako 2 osminki. In koliko še rabim? Tukaj imam zdaj 1, 2 osminki, rabim še 1 osminko. In jaz se zdaj lahko odločim, lahko naredim 1 osminko, lahko naredim 2 šestnajstinki, lahko pa naredim 1 pavzo. Popolnoma moja odločitev. Jaz sem se odločila, da bom dala tukaj 1 osminko. Okej? Zdaj pa tukaj imam dvočetrtinski taktovski način, kar pomeni, da rabim v tem taktu 2 četrtinki. 2 četrtinki, Zdaj bom dala pa osminko in pavzo. To je zdaj 1/4, ne? Zdaj pa rabim še 1/4 in jaz zdaj tukaj pogledam, s čim jaz vse lahko 1/4 napišem. 4 šestnajstinkami recimo, okej.
Kaj pa če jaz naredim takole, 2 šestnajstinki, ali pa lahko bi naredila celo 3 šestnajstinke, 3 šestnajstinke, ta zadnjo bom dala pa pavzo. Tako sem se odločila. Ali imam vrednost 2 četrtink? Seveda. Tukaj je prva, tukaj pa 1, 2, 3, 4, 4 šestnajstinke so enako 1 četrtinka. In imam. To je bistveno. Zdaj pa časa mi zmanjkuje, vidim, da grem že kar v 15 minut, že kar krepko čez. Danes sem vam želela samo pokazati kombinacije in kaj je tisto pomembno v taktovskem načinu, pavze. Naslednjič pa se bom začela že malo več pomikati, bomo imeli še eno vajo, kjer se v bistvu učimo tudi te stvari izvajati. Bomo imeli tudi ritmične posebnosti naslednjič, pa pogovarjali se bomo o tempu. Tempo, kar pomeni hitrost igranja, kakšne izraze poznamo in ali sta tempo in dinamika igranja, ali gre tu za 2 isti zadevi. Seveda ne, saj sta že 2 različni besedi. Tako da toliko za danes. Če je karkoli nejasnega, jaz vem, da včasih tudi kar malo hitim, v 15 minutah bi vam rada tako malo po malo, da si lahko pogledate ali pa spomnite, osvežite. Če je karkoli nejasnega ali grem prehitro, napišite v komentar, z veseljem vam odgovorim ali pa posnamem še bolj počasi, ker je kar zahtevno v 15 minut spraviti toliko enih informacij. Kaj šele potem v glasbenih šolah 45 minut, kjer gre čas takole. Tako, lepo se imejte, upam, da vam je to zopet kaj osvežilo in se vidimo prihodnji teden. Pa, pa!